Nova pokojninska reforma prinaša dosti strožje pogoje za upokojevanje. Predvsem starostna meja se dviguje na 65 let za moške in ženske. Potem obračunsko obdobje je daljše od sedanjih 18 let. Je obračunsko obdobje sedaj se računa 34 let. Potem strožji so tudi pogoji predčasnega upokojevanja pri 60 letih, 40 let delovne dobe oziroma 38 za ženske, s tem, da so na novo uvedeni malosi. To pomeni odbitek 0,3% mesečno. In tudi usklajevanje pokojnin je za upokojence manj ugodno. Sedaj se usklajuje dvakrat letno z rastjo plač, po novem pa se bo usklajevalo samo enkrat letno in to 40% glede na rast plač in 60%, oziroma 60% na rast plač in 40% na inflacijo. Primanjkljaj v pokojninski blagajni leta 2009 je bil 776 milijonov, se je utegnilo iz proračuna v SPIZ-ovsko blagajno, potem povečalo se je število starejših, predvsem pa se je povečalo število brezposelnih. V zadnjem letu in pol se je ta številka povečala skoraj za več kot 40%, v zadnjem času se približujemo že številki 100 tisoč brezposelnih. Vse to so v bistvu vzroki, zakaj je pokojninska reforma nujna. In jaz menim, da je pokojninska reforma nujna zaradi slabe politike, sedanje politike vlade, predvsem na gospodarskem in finančnem področju. Pomanjkljivosti prikazane reforme so predvsem v tem, da je predlog reforme predstavljen javnosti brez socialnega sporazuma. Potem s tem, ko se zvišuje starostna meja na 65 let, vlada ni vzporedno pripravila spremembe delovnopravne zakonodaje, ki bi prinesla spremembo oziroma prilagojena delovna mesta za delavce, starejše delavce. Kajti, če ni te spremembe delovnopravne zakonodaje, bomo imeli več delovnih invalidov in več bolniških, kar pa bo povzročalo tudi primanjkljaj v zdravstveni blagajni. Potem nova reforma ima tudi pomanjkljivosti v tem, da ni vlada pripravila nove demografske politike, ki je nujna, saj sama pravi, da se staramo, da je reforma nujna zaradi staranja prebivalstva in vzporedno z to pokojninsko reformo bi morala biti uvedena tudi nova demografska politika na sedanje razmere, kakršne so v državi. Posebno prizadete so ženske. Ženske so po prehodnem obdobju izenačene z moškimi na 65 let. Ko smo predsedovali, smo razpolagali s podatki, da v Evropski uniji je največ zaposlenih žensk. Na prvem mestu je Švedska, vendar v Švedski delajo ženske 4 ure, povprečju je ta doba, in slovenske ženske bojo obremenjene, plus tega brez demografske politike bo veliko breme nosila prav ženska. Tako da pokojninsko reformo zaključujem, da brez vzporedne spremembe zakonodaje, brez sporazuma s socialnimi partnerji in brez spremembe delovnopravne zakonodaje je že v začetku, v samem startu negativna in brez prihodnosti.